22. april je svetovni dan zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujejo že več kot 30 let. Ob tem dnevu posamezniki in številne okoljske organizacije pripravljajo najrazličnejše projekte, dogodke in prireditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Začetki praznovanja dneva zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan zemlje, 22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah posvečenih dnevu zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi. V torek 24. aprila 2012 so tudi v občini Slovenske Konjice počastili ta dan v pravem smislu. Zasadili so travniški sadovnjak jabolk, lipo in skoršev drevored. V dopoldanskem času je ob vznožju Starega gradu nad Slovenskimi Konjicami potekala zasaditev travniškega sadovnjaka, ki je ena izmed aktivnosti v okviru projekta Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom. Tudi v občini Slovenske Konjice želimo ohraniti stik z naravo, zato bomo danes zasadili drevesa kar na 3 različnih lokacijah. Glede na vreme, ki je trenutno tukaj, pa predlagam, da svojo točko najprej izpeljejo kar otroci iz vrtca Mali grof pod mentorskim vodstvom Mateje Špec, Špele Kvas in Tomaža Popoviča. Izvolite. Vitezi in Marjetice, pozdravljeni. Kdo spi v naši Konjiški gori? Zmaj! In kdo čuva Konjiško goro in vodo, ki je v njej? Zmaj! Kdo pa čuva zmaja? Vitezi. Kdo pa čuva zemljo, po kateri hodimo? Vitezi! Kdo pa krasi zemljo, po kateri hodimo? Marjetice. Krasno. Zdaj pa zapojemo pesmico o zmaju. Strašen zmaj je bil, ki otroke je lovil, štival jih je žrtva, strašno, strašno se smejal, štipal jih je in žrtva, strašno, strašno se smejal. Nič ni videl, nič ni videl, vse bombone je pojedel, vse sokove je popil, mizer pa packov polil, vse sokove je popil, mizer pa packov polil. Zdaj pa ga boli trebušče, dragi mladi prijatelji, lepo pozdravljeni tukaj na grajskem, na občinskem travniku, kot mu rečemo, ob posebni priložnosti zasaditve starih sort jablan. Poglejte, malo kdo ve, da je tale obstoječi nasad jablan, so že kar lepo zrasle, okrog leta 1950 posadil takrat mladi gozdar, gospod Ivan Jurač, ki je danes žal že pokojni, zasadil z namenom, da ohrani genetiko teh starih sort jablan za bodoče rodove. In ker je v zadnjih 30 letih nekako so začele prevladovati tiste vzgojene, posebej prilagojene za pridelavo jablan sorte, intenzivne sorte jablan. Zaradi tega smo mogoče tudi malo skrenili tudi v kmetijski stroki, kajti te nove sorte jablan zahtevajo izdatno nego in radi bi se zopet vrnili k naravi na način, da poskrbimo za to, da imamo v domačem kraju
genetsko banko različnih starih sort jablan, ki v bistvu jo posadiš in kar raste in raste, vedno pa in tudi zanesljivo pa rodijo. Jaz sem prepričan, da bo tale dež pomagal tudi temu, da bodo te sadike dobro zalite, da bodo uspešno rasle in še nekaj si želim, da bi mladi prijatelji si izbrali vsak svoje drevo in ga čim večkrat obiskali, malo pogledali, kako raste in prepričan sem, da bo tudi to drevo nagradilo te naše obiske s tem, da nam bo ponudilo lep pogled, še bolj pa bomo veseli, ko bomo prve plodove zagledali na tem drevju. Kasneje so na Centru za ravnanje z odpadki na Prežigalu obstoječemu lipovemu drevoredu dodali še eno lipo in zaključili zasaditev drevoreda 100 skoršev. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je vse povabil k pisani zasaditvi ob Svetovnem dnevu zemlje in da bi skupaj ponovno vzpostavili stik z naravo. Tudi v občini Slovenske Konjice želimo ohraniti stik z naravo, zato je z nami župan Miran Gorinšek, ki bo danes že tradicionalno zasadil lipo 6. po vrsti. Še prej pa vas, župan, vabim k besedi. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, dragi mladi prijatelji, priznam, da še nikoli nisem imel nagovora s tako umazanimi čevlji, ampak zelo sem vesel, da je temu tako, kajti, kot je že Jerneja povedala, 3 sadike jablan smo dodali v tisti nasad 25 novih, ki se je zasadil letos. Tukaj smo se pa zbrali ob 6. naši skupni lipi z namenom predvsem to, da se vsaj kakšen dan v letu spomnimo, da nam pravzaprav narava nudi, in to naša čudovita narava v tem koncu Slovenije, nudi pogoje za naše življenje, tako za rekreacijo, kot za delo in na koncu koncev tudi za sprostitev. In nekako se mi je zdel ta točka, Center za ravnanje z odpadki, primerno mesto, da poiščemo pri naravi opravičilo za naše ravnanje, za naš malomaren odnos, za vso zlo, ki ga povzročamo v naravi, kot posledica civilizacijske pa civilizirane družbe. Župana Mirana Gorinška, da skupaj s Špelo Hlačar, direktorico javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice in s konjiškimi gozdarji, ter tudi seveda s pomočjo otrok iz vrtca Slovenske Konjice, ki bodo drevo zalili, posadi lipo. Smo tik pred zasaditvijo zadnjega skorša v Skorševem drevoredu in kar za prvo besedo, pozdravno besedo, prosim Marka Ciglerja, predsednika krajevne skupnosti Konjiška vas, kjer se tale nasad tudi nahaja. Izvolite. Hvala. Tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni tukaj v Konjiški vasi. Moram reči, da me je veliko veselje, da prav ti drevoredi, ki tu nastajajo, Lipo drevored, Skorša drevored, lansko leto drevored Hrušk, da nastajajo prav v Konjiški vasi, je lahko rečemo ena posebna čast. In ob teh dogodkih, kot sadimo drevesa, je tako, da se občuti eno veselje, ki je marsikdaj večje, kot pa ob bilo kateri investiciji, ki se zgodi o izgradnji nove infrastrukture ali kakorkoli drugega.
ob tem skoršem drevoredu, ki smo ga tukaj nasadili na trasi stare železnice, je pač ideja prišla iz tega, da v teh krajih probamo poiskati drevesne vrste, ki so nekako v Sloveniji že v izumiranju, ki so zelo redke in prav za tem načinom nekako spodbudimo, da te stare drevesne vrste, ki so bile včasih zelo cenjene, ki so imele tudi zelo veliko uporabno vrednost, znova zaživijo v teh naših drevoredih. In že, če gledamo malo naprej, že v prihodnost, so že nove ideje o novih drevoredih, tako da prihodnje 2 leti sigurno še s tem ne bomo končali. Nekako je pa cilj, da bi v teh 2 letih, ki še nas čakajo, vsega skupaj nasadili 500 dreves. Tako da bomo se še marsikdaj ob tem priložnosti dobili in na nek način počastili ta poseben dogodek, ki je pač v teh dneh zelo aktualen. Hvala lepa.